Živijo, lepo pozdravljeni v Ambientih, kjer vam spet pripravljamo številne ambientalne zanimivosti. V današnji oddaji si bomo ogledali estetsko dovršeno hišo, prenovljeno Zoisovo palačo in se seznanili številnimi nasveti za gradnjo in opremo doma. Sledi impresivna družinska hiša, ki si jo je arhitektka zasnovala tako, da iz svoje kuhinjske pozicije nadzoruje celotno hišo. Danes me je na obisk povabil tale prijazen kuža Teki Romih. V bližini Grosuplja je našel svoj prostor pod soncem. Lastnica tega prijaznega kodra je ustvarjalna arhitektka, ki je zasnovala tudi tole hišo za nama, precej sodobna, ki jo odlikuje precej svetlobe. Teki, greva. Lara, vi ste arhitektka, sami ste zasnovali tole hišo od temeljev do strehe, tako načrte hiše kot tudi notranjo opremo. Ja, res je. Od tega je zdaj že 7 let. Hiša je zasnovana po principu nizkoenergetske hiše, kjer skušamo svetlobo pripeljati noter na ta način, da v mesecih, ko je premalo sonca, ogrevamo z soncem, poleti se pa zaradi napušča sonce skrije, in zaradi tega ni pregrevanja poletnega in tudi ne potrebujemo nekih zunanjih senčil. Noter je pa bistvo vsega balans svetlobe, se pravi pripeljati v prostor na najboljši možni način svetlobo, naravno svetlobo na tak način, da se noter giblješ enakomirno osvetljeno. Skratka, vse proba biti enakomirno. Jedilnica, kuhinja nasproti jedilnice je pa zastavljena kot glavno krmilo na jadrnici, kjer človek, ki tam stoji, ima nadzor nad celo situacijo, nad sobo komplet do konca, plus gor v mansardo, na dovoz na dvorišče, tako da ti nihče ne uide, vse jih imaš pod kontrolo. Kontrolna soba. Ja. Recimo spalnica je najdlje od kuhinje, kajti v spalnico ne pridem, razen zvečer ob 11, grem zjutraj ob 7 ven iz nje in je konec. Zdaj je tudi spalnica najdlje umaknjena. Otroške sobe so bližje, kopalnice so blizu sob, tako da ko odpreš sobo, skočiš direkt v kopalnico, take stvari, to se mi je zdelo zelo pomembno. Pa v kuhinji, ko kuhaš, ko si s tem pultu, da ti stojiš na ta način, da stvari prihajajo k tebi, ne da se ti sam sprehajaš gor pa dol, ampak si tlele in potem odpreš to, pospraviš, dvigneš, se obrneš, tako mora nekako funkcionirati, ker drugače v veliki bajti narediš nenormalno veliko število kilometrov. Hiša je sezidana z naravno glineno opeko Poroterm in pokrita z opečnato kritino Tondah. Vrt pobere kar veliko dela, nažalost, ni se tako čudovito lepo, ali pa dajmo reči tako trava, ne, se je čudovito. Trava je kot nogometno igrišče, kaj ni? Trave smo imeli na začetku veliko, kar je valjda najlepša estetska stvar, če vse pokošeno ravno. Pa suhi vrt imate. Tako, in to je boljša rešitev, da potem tudi umiriš to razmerje zunaj, da je nekaj suhega vrta, ali pa vsaj pol pa trave, ker tisto, kar res potrebuješ od trave, da jo gledaš iznoter ven. Takrat ima ona svoj cilj. Če je pa to, kar trava, kar vse okrog bajte, pa da ti sam kosiš in gledaš tisti plevel, ki raste, je pa malo preveč dela, tako da suhi vrt. Vi ste tudi malo primorka, a ne? Ful. In ja, se mi zdi, da potem ta suhi vrt tudi malo iz tam izhaja. Mora biti kakšna skalca, da se počuti domače in tako naprej. In ogromno lavande, obvezno, da umiri ta tempo primorskega norenja. Potem sem videl recimo teli prostorčki to so zelišča verjetno. To so zelišča. Ja, spet ena izmed praktičnih rešitev. Samo z kuhne zelišča že pridejo. Tako. Zdaj, če moram vsakič obuti čevlje, da grem na vrt po zelišče ne bom šla. Ja, ne bom šla, ker je časovno. A ste malo lenobni po naravi? Kaj, če sem malo? Lenobni po naravi? Ne, preveč stvari bi rada naredila na minuto, torej škoda se mi zdi časa. Aha, spet preračunavamo. Navamo, free control. Potem tale električna konzola sred tega kuhinjskega otoka, tudi ena izmed takih rešitev? Ta je nujno potrebna, ta je klasika vse povsod, zato ker omarc zgornjih ni, da bi ti nekam skril to elektriko. Med kuhanjem in vodo nujno potrebuješ vse, kar počne se ravno tle dogaja med tema dvema. Tako da tudi med kuhanjem in vodo oziroma med koritom je potrebno imeti ne 2 metra pulta, ker če ne se samo sprehajaš, ampak 1 meter toliko, da imaš obe dve na dosegu roke.
Kaj pa miza, masivna? Miza je masivna, pomeni kulturo hranjenja. Torej, za veliko leseno mizo se dobimo, takrat se pogovorimo, takrat pojemo in steklene ne pridejo poštev, so hladne, kovinske, tudi ne, tako da ti bolj ne ostane. Ropota, les je ta prava stvar. Tudi če se malo uničijo, praska, seveda otroci uničijo marsikaj, tudi parket, ampak to je vendar natur stvar. Ko bojo otroci odleteli iz tega gnezda, se lahko to obnovi in je stvar višja. Parket lesen? Parket lesen, masiva, natalno gretje položena, en tak poskus, ponavadi se tega ne dela, ampak jaz sem čisto zadovoljna, ker gre res za centimetrske debele tikove deščice, čisti naravna stvar, preoljena in konec. Funkcionira tudi na talnem gretju. Se pravi, talno ogrevanje, prej ste že omenili že na začetku, se pravi sama zasnova, ta svetloba in tako naprej, sem nekaj ekološkega noter zaznal, imate še kakšne druge vire, alternativne? Na strehi so nad strešnimi okni še dva kolektorja, ki sta utopljena v streho, tako da iz estetskih razlogov tlele, da je v istem nivoju, kot so strešna okna, niso nagnjeni ven. Ker ta nagnjenost ven na strehi malo čudno zgleda. Tako da, če imaš to možnost in prodajalci imajo. Se pravi, ima že streha optimalen naklon za ta namen, res? In orientacijo. A res ste tudi to razmišljali? Ja, seveda. Pa v zgornjem delu, ki je v bistvu na nek način pol hiše, oziroma tretjina v resnici, imate več ali manj samo strešna okna, ne? Tako. Streha je, dajmo reči, skoraj do tal v mansardi, torej parapet je 40 centimetrov. Zaradi razgleda je tudi pomembno, da imaš seveda okna, če se le da, čim niže, kakor je v pritličju, to pomeni strešna okna tudi do tal. To pomeni, da če se človek igra na tleh, piše, bere in pogleda ven, imaš vedno stik z okolico. Torej, zakaj? Ker pri razgledu so tri pomembne stvari. Stik s tlemi, stik s horizontom in stik z nebom. Če imaš vse te tri zagotovljene, v vsakem prostoru dobiš najvišjo možno kakovost bivanja. In tako je v vsaki sobi, samo skrajna najina spalnica ima nekaj odprtin na sever, kar je sicer mogoče malo škoda, ampak je tam ena čudovita češnja in kot cveti imaš ta prizor pred sabo. Panoramsko okno v spalnici s kljuko na spodnji strani ponuja čudovit razgled na Krim in okolico. Najlepši razgled bomo imeli, če ga vgradimo med 120 in 150 cm nad tlemi, poden pa zaradi lažjega odpiranja ne postavljamo pohištva. Več o kakovostnem bivanju nam je razložil strokovnjak Domen Pogorevci iz podjetja, ki je specialist za strešna okna. Prezračevanje v zimskem času najbolj fajn nekje 2 do 4 krat po 5 minut na dan, da se zrak zamenja. In tudi ljudje imajo tisti občutek, da zdaj bom izgubil ogromno neke energije, ampak če se za 5 minut okno odpre, zamenjamo tisti toplo vlažen zrak z suhim hladnim. In ker imamo okno odprta res samo tisti kratek čas, se zamenja samo temperatura zraka. Vsa toplota, ki je akumulirana v stenah, v pohištvu, ostane in ko dobimo mi svež, suh zrak v prostor, se ta izredno hitro ogreje od te toplote, ki je akumulirana v, bomo rekli, naši okolici, se pravi stene pohištva. To pomeni okno odpreti na stežaj, narediti prepih? Obvezno prepih. Če se ne naredi prepih, se potem bistveno dalj časa prostor prezračuje, tako da prepih je esenca, oziroma bomo rekli bistvenega pomena, da se hitro zrak zamenja v prostoru v tistem kratkem času, se pravi nekje 5 minutah, da se potem pripelje nov in se potem naprej segreva. Gospod Domen, vsak prostor v hiši, glede na svojo namembnost, zahteva neko svojo količino svetlobe. Kako točno določate že v zasnovi hiše, koliko dejansko bo v tistem prostoru svetlobe, glede na okna seveda? Včasih je bilo treba objekt zgraditi, pa se je potem videlo, ali je svetloba v prostoru dovolj dobra ali ne. To pa lahko že vse v fazi načrtovanja zanaliziramo in številni programi so, bomo rekli, na voljo brezplačno in imajo ogromno nekih različnih možnosti, kako se te zadeve potem lotiti. To pomeni, da jaz lahko sam doma na svojem računalniku dam nek model hiške noter in mi nekako to zračuna. Tako enostavno je to. Tako programi, seveda so različni, bomo rekli, težavnosti. Eni so dosti bolj zakomplicirani, pa kompleksni, kakor pa drugi, ampak načeloma je ta zadeva sorazmerno enostavna. Južna orientacija je bistveno bolj močna, več direktnega sonca, kakor pa severna svetloba, ki je malo bolj razpršena. Tako da se potem na ta način tudi v fazi projektiranja najde neko optimalno rešitev. Seveda pa predpisi so pa tisti minimum, ki ga pač treba nekako zadostiti. Želja pa seveda poveč, ker ljudje smo naravna bitja in tako kot rastline in živali potrebujemo naravno svetlobo za normalno funkcioniranje. In tempo in način življenja v današnjem času je pa toliko spremenjen napram, bomo rekli, stoletja nazaj in se zadržujemo do 90% svojega časa v zaprtih prostorih. In seveda temu primerno so pa manj izpostavljeni direktni sončni svetlobi. In zaradi tega je treba veliko več poudarka nameniti
naravni oziroma pravilni, dobri naravni osvetlitvi prostorov. Ker drugače, sami po izkušnjah vemo, da se v temačnih, slabo osvetljenih prostorih slabo počutimo in tudi številne te študije dokazujejo, da prostori z dobro naravno osvetlitvijo bistveno vplivajo na počutje in zdravje posameznika, ne nazadnje vpliva pa tudi na povečanje storilnosti, učnih sposobnosti, socialnih interakcij, skratka ogromno nekih nevizualnih aspektov, na katere svetloba potem vpliva pri posamezniku. Tako da svetloba ima bistveno večji vpliv na naše delovanje, kakor si mi mogoče upamo priznati. Gradnja hiše je gotovo eden večjih projektov, ki se ga v življenju lotimo. Pri tem je ključno vprašanje, za kakšno vrsto gradnje se odločimo. Gospa Irena, vi ste strokovnjakinja iz gradbene stroke, že vrsto let se ukvarjate z opekami. Nam lahko najprej poveste, za kakšne vrste gradnje se Slovenci najraje odločajo? Opečna gradnja je na slovenskem trgu še vedno zastopana malo več kot 70%, ostalo so montažne gradnje, nekaj je pa tudi betonske gradnje. Slovenci še vedno, kot sem povedala, najraje gradimo z opeko, ker je to naš tradicionalni material in je tudi najbolj naravni material izmed vseh modernih gradbenih materialov, ki jih srečamo na trgu. Poleg tega, da je to recimo naš tradicionalen material, ima verjetno ta material tudi kakšne posebne prednosti, da se ljudje zaradi tega odločajo? Opeka je gradbeni material, ki ga naredimo iz 4 naravnih elementov. To so zemlja, zrak, voda in ogenj. S tem, ko žgemo opeko na visokih temperaturah, ji naredimo izredno visoko trdnost in ne samo trdnost, tudi obstojnost in hkrati ohranimo vse tiste dobre lastnosti, ki nam jih ponuja glina. To pomeni, da nas opečni zid zelo dobro varuje pred vročino iz okolice poleti in pred hladom iz okolice pozimi, ker deluje kot akumulator. Masivna opečna stina akumulira to toploto in jo nalaga na svoje površine, takrat, ko je to potrebno in oddaja takrat, ko je v prostoru hladno. Opečna industrija je v zadnjih 2 desetletjih doživela intenziv tehnološki razvoj, namreč nova tehnologija v opečni industriji nam omogoča, da izdelujemo zidake po posebnih tehnologijah in posebnih dizajnih, s katerimi dosegamo pri opeki ne samo boljšo energetsko učinkovitost, ampak tudi drugačne in hitrejše načine vgrajevanja opeka. Kot primer recimo Porotherm Dry Fix sistem, gre za brušeno opeko, ki jo zelo hitro vgradimo in ta način vgrajevanja je tudi suh način vgrajevanja opeka. S tem sodobnim načinom vgrajevanja opeka, kjer opeko lepimo, namesto da jo vgrajujemo z malto, smo zelo hitri pri gradnji in tako omogočimo zelo hiter napredek gradnje, tudi vselitev je hitrejša, investitorju ni potrebno čakati, da se opečne stene posušijo, pravzaprav nam omogoča več kot enkrat hitrejšo gradnjo v primerjavi z klasično gradnjo, kjer je vezivo še vedno malta. Lepilo se nanaša na opečni zid tako, da se prva vrsta opeke vedno položi na popolno ravno izravnavo iz malte in potem opečne zidake po površini samo preprosto odprašimo z zidarskim vlažnim čopičem. Namreč to moramo narediti zaradi tega, da odprašimo morebitne prašne delce, ki so ostali na opeki. Za trajnost objekta, energetsko učinkovitost niso pomembni samo zidovi, ampak predvsem tudi streha. Streha je naš primarni ščit pred vplivi iz okolja in zagotovo je zelo pomembno, iz kakšnega materiala je narejena. Opečni strešniki so tradicionalni, preizkušeni in zagotavljajo največjo možno mero varnosti pred vsemi vplivi. Šli smo tako daleč v opečni industriji strešnikov, da lahko danes strešnik vgradimo celo na fasado. Tako da pri vertikali ni omejitev. Omejitve so le v horizontali, tukaj pa že izdelujemo z najnovejšo tehnologijo tudi strešnike, ki omogočajo opečno kritino pri 13 stopinjah ali več.
Kaj vse se skriva za mogočnimi zidovi kulturno-zgodovinskih stavb? Eno takšnih smo obiskali v našem glavnem mestu. Arhitekti iz biroja Arhitektura so nekaj starih stanovanj preuredili v sodobne hotelske apartmaje, pri tem pa niso porušili niti ene stene. Celo okna in vrata so ohranila pozicijo in zgodovinsko pripoved. Zoisova palača v Ljubljani je nastala v drugi polovici 18. stoletja z združitvijo treh starejših hiš. In prvi lastnik tega objekta je bil baron Michelangelo Zois, oče znamenitega Žiga Zoisa, ki je bil velik mecen slovenske kulture. Danes pa je Zoisova palača prenovljena večstanovanjska stavba, v kateri se nahaja tudi hotel. Pa si poglejmo. Naročnik je želel v prostorih, v drugem nadstropju, pa v tem najvišjem nadstropju urediti apartmaje za turiste. Konkretno v tem nadstropju, kjer se zdaj nahajamo, sta bile dve meščanski stanovanji, veliki, in tukaj je želel urediti 8 apartmajev. Zdaj, kako se lotiti takšne naloge? Z nekim spoštovanjem do tistega, kar je nastalo pred nami. In rekli smo, da bi poskušali poseči v prostor, tako kot vljudni gostje, ki pridejo v nek prostor, pripeljejo svojo prtljago, ko odidejo iz prostora, pustijo stvari takšne, kot so bile ob prihodu. No in tudi mi smo rekli, poskušamo zadržati v teh sobanah, v teh prostorih, vse tisto, kar je vrednega, kar je zgodovinskega, se pravi sostavno pohištvo, vidite tukaj okna, vrata, potem parkete, zunanja okna, tudi na stropu smo našli kakšno posikavo. No, ampak kako pa zdaj z temi elementi ravnati, ko več ne služijo današnjemu namenu, kot bi mogli. In mi smo se odločili, da te elemente historične obravnavamo v bistvu kot likovne elemente. Problem je bil, kako seveda infrastrukturno opremiti te prostore za današnje potrebe. Imeli smo samo en odtok za WC-je, in zdaj kako speljati na te razdalji skoraj 30 metrov to kanalizacijo do kopalnic, veliko enega inovativnega dela, če nismo želeli, da bi vse tiste podove, ki so bili porušili, se pravi, kako napeljati elektriko, mi smo jih skrili, tako da vidite, za neko luč, ki poteka, ki potem tudi povezuje, v bistvu to razmeroma heterogenost prostora, vidite, tu so boki, tam so neki kamini, ki smo jih tudi ohranili kot stare, kako vse to povezati in ta luč kot neka linija nekako uskladi in pomiri vso to heterogenost, to raznolikost. Pri prenovi so se odločili za zadržano, skoraj minimalistično oblikovanje apartmajev. Prostori so izčiščeni in beli. Šele ljudje so tisti, ki vanje prinesejo življenje. Ja, no, kot sem prej omenil, imamo nova vrata, moderna, in potem stara vrata ohranjamo v resnici kot likovni element in pa zato, če bi se nekdo odločil, da ponovno tukaj naredi meščansko stanovanje, so to potem meščanska vrata. No, potem vsi ostali elementi, rečemo, kopalnica, so vstavljeni v resnici kot eni kubusi, kot ene stavbno pohištvo, ki se ga da potem z lahkoto odstraniti. Tako tudi kot mini kuhinja, garderoba. Medtem ko samo pohištvo je narejeno po meri, namreč investicija je bila silno nizka. V njem se skriva v resnici tudi vsa tehnologija, tako da imamo te šare, tehnološke čim manj, tako da so tudi tukaj v sami postelji, ki ima takšno obliko zato, da se lažje prilagaja nepravilnosti zidu, so skrite vse tehnološke naprave, naprimer, da so tukaj lučke, daljinsko uravnavljanje televizije in podobno. Po tem apartmaju smo uredili še en apartma, se pravi, tam smo enostavno ohranili vse sobe v podobi, kot so bile. Tudi oprema je malo hipsterska, se pravi,
Zadržali smo tisto, kar smo našli v prostoru od prejšnjega lastnika, neko stilno pohištvo, dodalo se je novo. Malo tako bi rekel, ena angleška ležernost, uležanost, ki pa zopet odgovarja nekim gostom. Zanimivo je, da za ta izčiščen del se pogosto odločajo starejši ljudje, ker hočejo pokazati, da so še vedno mladi. Mladi pa grejo bolj v hipsterskega. To je paradoks, ki ga tudi nekako arhitekti nismo niti še mogoče zaznali. Profesor Gabrijelčič je kot arhitekt sodeloval tudi pri projektiranju številnih mostov. O največjem, skoraj kilometer dolgem mostu čez Savo v Beogradu so tuji novinarji posneli celo dokumentarni film za Discovery. Najmanjšega, Ribjo brv, ki povezuje bregova Ljubljanice, pa lahko prebivalci in obiskovalci prestolnice prehodijo ob raziskovanju starega mestnega jedra. Spomeniško varstvo, pa tudi moje osebno mnenje, je bilo to, da naj bi bil ta most malo manj prisoten v prostoru, da naj ne bi konkuriral za formo Plečnikovim stvaritvam, pa tudi ostalemu ambientu, ki je že itak nasičen za dobro arhitekturo. No, na ta način je nastala ta rešitev, zelo inovativna, razpon 25 metrov, debelina bi mogla biti vsaj 1/10, se pravi okoli 2 metra, da bo ta most. Mi smo uspeli to spraviti na 45 cm, 50 cm, zato ker je bila tudi pogoj spomeniško-varstvene službe, da mi s konstrukcijo zakrijemo loka od makalonce. Ograje so steklene, zato da omogočajo vse razglede po reki, in pa ta široka polica, pod katero je luč, ki osvetljuje samo tla, tako da lahko vidiš, rečemo, osvetljen grad ali pa zvezde po noči, malo romantike, da ti ne blišči neka ulična svetilka v oči. Čeprav je majhen objekt, je rezultat enega skupnega sodelovanja s temi kolegi iz Pontinga, 25-letnega, skoraj 30-letnega, in v njem je skrito ogromno enega tudi inženirskega znanja. Kljub trenutnemu zatišju v gradbeništvu v slovenskem prostoru je dekan Fakultete za arhitekturo prepričan, da se za prihodnost mladih arhitektov ni treba bati. Mi se moramo pač naučiti, da ne samo v našem poklicu, v vseh poklicih je treba delo iskati. Naši študente so za to usposobljeni. Imamo mednarodno registriran program, ki omogoča našim študentom, da vsaj v Evropi prihajajo brez kakršnega koli dodatnega dokumenta kjerkoli, v katerokoli državo in tam delujejo. Seveda zdaj, ali se ti za delom seliš, ali pa danes v dobi interneta enostavno ti imaš svoj domicil in delaš pravzaprav za cel svet. Vrnimo se k hotelu Galerija River. Po ogledu minimalistično opremljenih sob nas je lastnica popeljala po apartmajih, ki jih preveva hipsterski duh. To je to. Gospa Ana, vidim, da ste zelo temeljito prenovili vse te prostore v hotelu. A je bil razlog predvsem zaradi dotrajnosti objekta ali zgolj zaradi dosega, ne vem, estetske vrednosti hotela, vašega dizajna in tako naprej? Kombinacija oboje. Mi smo začeli prvo s tisto enoto gor, torej tam, ker je vse zelo minimalističen, vse je bilo. Tam smo združili 2 stanovanja v enem velikem prostoru. Mi smo probali res ohraniti vse, kar je bilo in samo dodajati, kjer je bilo potrebno. Hoteli smo doseči neki res en nivo, da so lepe prostori, da so tudi udobni. In na to smo se še lotili lani, ta projekt tukaj, kjer smo želeli čisto drugačen approach, torej da so stvari bolj tople, da so neke starinske predmete. Ravno to se mi zdi, da ste bistveno več nekega Zoisovega duha ujeli s to opremo oziroma s tem pristopom. Je res. Pač imamo tukaj v tej stanovanji, apartmaje, imamo prav originalne stvari, ki bomo pa tudi lahko
pogledali. tale peč, je to, kaj je še originalno ali ne? To je bilo. Aha, se pravi, to je tega se bilo. niste dotikali. In mi sploh nismo želeli ničesar, kar je originalno, se dotikati. Mi smo kupili ta stanovanje od ljudi, ki so bili tukaj prej. In gospa je imela recimo kot dota en kup take zelo lepe predmete, starinske, zelo lepo ohranjeni. In kot smo tisti videli, smo takoj rekli, to vam moramo ukomponirati, ker paše v ta koncept, ta zgodba, ne, ki smo hoteli povedati. In smo probali čim več res uporabiti te starinske zgodovinske elementi noter. Ja, in to je kaj, ta skrinja? Molilnica. A molilnica je Ja, to? tu se odpre, lepo dajate tukaj ta pisonček in lahko se posvetiš. Vse slike, ki so tukaj spodaj, so od Ljubljane in so od te naša promenada. Vi ste fotografinja, je ta fotografija vaša? Ja, je moja. Je? Ampak ta mora biti tudi že starinska, glede na to, da v Ljubljani že dolgo ni bilo toliko snega, kot je videti na tej fotografiji. 4 leta mogoče nazaj, nekaj takega. To so bili še lepi In časi. to je prav naša promenada in na koncu je Zoisova palača, tako da naša hiša se vidi. Ana je rojena v Braziliji, vendar ima po očetu slovenske korenine. Sprva ni razmišljala o selitvi v Slovenijo, kasneje pa sta jo ljubezen in delo pripeljala v Ljubljano. Nekaj brazilskega je prinesla seboj tudi v hotel. Sigurno je že temperament naš Že vaša energijo čutim posod, to vsekakor. prisoten. Bi rekla, da imamo kombinacijo, ne? Da je ta starinski Zoisov duh, upamo tudi, da je povsod, ker je to bila absolutna izjemna oseba. Ime na sob je Porož, ampak vedno po portugalsko, tako da sobe imajo brazilskih imen in to mi daje nek domač občutek. Dom brez kuhinje. No ja. Doma pripravljen obrok in skupno obedovanje mnogim pomenita najlepši del družinskega življenja. Kuhinja vse bolj postaja stičišče družabnega življenja. Sodobne kuhinje so narejene za užitek, saj ponujajo marsikaj, od lepote do tehnološke dovršenosti. Slednja nam pomaga pri kuhinjskih opravilih in vse več je novosti, ki nam olajšajo in pospešijo delo. Glede na ves znanstveni in tehnološki napredek, ki se kaže v kuhinjskih napravah in pripomočkih, lahko zagotovo rečemo, da kuhanje še nikoli ni bilo tako prijetno. Gospod Zoran, vi ste poznavalec sodobne kuhinje. Kaj združuje sodobna kuhinja? Sodobna kuhinja v sebi združuje funkcionalnost, ki nam omogoča pripravo hrane in estetiko, saj je kuhinja postala estetski del doma in tudi prostor prijetnega druženja. Že pri načrtovanju kuhinje moramo zagotoviti, da bo kuhinja nudila uporabniku vso ugodje. Zelo pomembna je ergonometričnost, ki omogoča, da je delovna površina prilagojena višini uporabnika. S tem se zagotovi, da pri kuhanju ni obremenjena hrbtenica. Da so kuhinje in vsa druga opravila v kuhinji mnogo lažja in zares prijetna, v glavnem poskrbijo izvrstni pripomočki, kot so indukcijska kuhalna plošča, nape, ustrezna osvetlitev, višje vgrajena pečica in pomivalni stroj, da se ni treba sklanjati, funkcionalno pomivalno korito z vsemi dodatki za lažje delo. Sodobne kuhinje pa se spogledujejo tudi s sodobno informacijsko tehnologijo. V njih že lahko najdemo USB priključke, Bluetooth povezave, brezvrvične polnilnike mobilnih telefonov. Sodobno opremljene kuhinje imate tudi v galeriji Il Ambienti v Kristalni palači BTC-ja. Il Ambienti so ekskluzivni nosilec Nolte Kuchen Store v Sloveniji. V galeriji pohištva Il Ambienti so tako razstavljene najnovejše kuhinje vrhunskega nemškega proizvajalca Nolte, modelno leto 2016. Kuhinje Nolte so po neodvisni raziskavi najbolj priljubljene kuhinje med nemškimi uporabniki. Tudi slovenski kupci čedalje bolj spoznajo in cenijo kuhinje Nolte, predvsem njihovo kakovost, natančnost izdelave, inovativne rešitve in mnogo majhnih dodatkov, ki olajšajo in poenostavijo uporabo kuhinje. V kuhinjah Nolte so uporabljeni najkvalitetnejši materiali, v zadnjem času pa se kuhinje Nolte vračajo k naravi in je čedalje več elementov izdelanih iz masivnega lesa. Pri kuhanju in pečenju nastajajo različne vonjave, izpareva voda, maščoba in toksini pri izgorevanju plinov.
Svež zrak brez neželjenih vonjav si zagotovimo zmogljivo napo, kar je še posebej pomembno v bivalnih prostorih, ki združujejo kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Kakšni so trendi sodobnih kuhinjskih nap? Kuhinjska napa je sicer v osnovi zelo enostaven produkt, vendar ključen za vzdrževanje kvalitete bivanja v kuhinji. Trendi oblikovanja kuhinj vse bolj narekujejo skrite kuhinjske nape, vgrajene v kuhinjsko pohištvo in pa dekorativne nape, ki imajo funkcijo estetskega dodatka v kuhinji. Sodobne kuhinjske nape se vse bolj razvijajo v smeri učinkovitosti, delovanja in s tem vzdrževanja kvalitete zraka v kuhinji. Posebnost med napami je napa bora. Sistem bora je več kot kuhinjska napa. Pomeni revolucijo v kuhinji. Tako spreminja v kuhinji samo postavitev kuhinje in tudi uporabo kuhinje. Napa je skrita v kuhalni plošči in uporabniku nudi tudi več prednosti. Z boro tako kuhamo na svežem zraku, vonjave se ne vpijejo v obleko ali lase. Sistem deluje bolj učinkovito, ker paro in vonjave takoj povleče navzdol v odprtino nape. Proizvajalci kuhinj Nolte tako rekoč pri vsaki podrobnosti mislijo na uporabnika in v želji, da bi bila uporaba čim prijetnejša, preprosta in udobna, ustvarjajo inovacije, ki presenečajo tako z oblikami kot s funkcionalnostjo. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. In ne pozabite, prihodnja oddaja bo zadnja, ampak samo v tej sezoni. Brez skrbi, vidimo se spet jeseni. Prihodnjič pa vam pripravljamo eno poslastico. Namreč ogledali si bomo staro meščansko stanovanje, ki je preplet starega in novega, in vrt, ki je poklon slovenski dediščini.